Spoštovane dame, cenjeni gospodje, predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci ob 30-letnici Slovenske demokratske stranke na temo o predstavitve najnovejše knjige dr. Milana Zvera 30 let zvestobe Sloveniji. Dr. Milan Zver, uvodno vprašanje, vaša knjiga govori o 30-letni poti Slovenske demokratske stranke. Nam lahko morda za začetek predstavite tiste najbolj markantne, pomembne mejnike obstoja stranke? Hvala lepa za vprašanje, hvala tudi za organizacijo kolegoma. Res je, letos praznuje Slovenska demokratska stranka svoj 30. rojstni dan oziroma je praznovala. Kot veste, ima dve korenini. Prva je Socialdemokratska zveza Slovenije, ki jo je ustanovil France Tomšič. Druga pa je Slovenska demokratična zveza, ki jo je od začetka vodil dr. Dimitrij Rupel, pa potem tudi Hubert Požarnik in tako naprej. Ko se je ta stranka razcepila, so narodni demokrati kasneje pristopili k SDS in tako imamo praktično dva zgodovinska vira. Lahko rečem, da je pred 30 leti res bil neki čas slovenske pomladi, ko je politično dozorevala tudi slovenska družba. Civilna družba se je že prej oblikovala v mnogih nevladnih oziroma civilno-družbenih organizacijah. Na koncu 80 let pa je prišel na vrsto tudi politična, neodvisne politične organizacije, ki so od začetka še formalno morale biti vsaj nekaj časa v okviru socialistične zveze takrat, ampak kmalu so se popolnoma osamosvojile in ravno te organizacije, novo nastale organizacije so kasneje tvorile tisto jedro, ki se je združevalo v Demosu, Demokratični opoziciji Slovenije, ki si je zastavil, torej Demos, dva ključna cilja, dve ključni prioriteti in to je osamosvojitev in pa demokratizacija. Lahko rečem, da so akterji iz SDZ in pa SDSS odigrali ključno vlogo pri osamosvajanju Slovenije, pri demokratizaciji in če bi ne bilo Demosa, ki je bil ključni akter osamosvojitve in demokratizacije, bi seveda bila zgodba bistveno drugačna. Bog ve, kako bi se izteklo to hrepenenje Slovencev po samostojni državi, ki je bilo že stoletja. No, ključni mejniki bi zagotovo ustanovitev obeh zvez, potem pa seveda tudi en kongres, prvi pa tudi drugi, ki se je zgodil tukaj v Mariboru, o tem bomo kasneje več slišali. No, zame je bil zelo pomemben kongres leta 1993, ko je Janez Janša prevzel to stranko od svojih predhodnikov, najprej je vodil Tomšič, kasneje dr. Pučnik. Litostrojski kongres je pa bil leta 1993 pomemben zato, ker je Janša, ko je prevzel stranko, nekoliko drugače usmeril. Veliko več je bilo poudarjanja domoljubnih, patriotskih vrednot in pa stranka je takrat navezala nek realen stik z volilnim telesom. Od konca leta 1993 naprej je stranka imela sladke težave, ogromno novih članov je prihajalo, ki so želeli delati, delovati. Takrat se spomnim, je stranka oblikovala tudi vrsto forumov in interesnih organizacij, da je lahko vso to energijo počrpala vase. Danes lahko ugotovimo, da je največ te državotvorne moči, ki jo je imel Demos, danes v največji meri ravno prisotno v Slovenski demokratski stranki. No, ta spin, ta spon iz leta 1993 in 1994 je povzročil tudi prve potrese na slovenski politični sceni. Spomnite se, nastala je mega stranka LDS, ki je združila takrat več manjših strank z leve sredine in pa seveda zgodila se je depala vas, Janša in SDSS je postajala vedno močnejša in tukaj se je začel nek pogrom proti naši stranki, ki je trajal tudi kasneje, tudi v zadnjem desetletju. Stranka je torej prvič na javnomnenjski anketi prehitela celo LDS v začetku leta 1995
In takrat so se nekateri zbali, da bi lahko postala najmočnejša že takoj in dogajali so se prve velike igrice za volitve leta 1996. Takrat je stranka dosegla 3. mesto, na naslednjih volitvah 2. 2004 pa je dosegla že svojo prvo veličastno zmago in je oblikovala vlado, uspešno vlado Janeza Janše, ki je trajala celo mandatno obdobje, kar je redkost v Sloveniji, ne, in v enaki sestavi. Ne. Konec tega obdobja zaznamuje tudi predsedovanje Evropski uniji, kar se mi zdi neka zgodba o uspehu Slovenske demokratske stranke. Nastopijo neki dogodki, kjer tranzicijska levica spozna, da je Slovenska demokratska stranka postaja preveč nevarna in od tukaj naprej se nadaljujejo dogodki, ki jih boste zdaj opisali. Res je, do takrat se je zdelo, do leta 2004, da Slovenija premore zgolj eno vlado in še to levo, ali pa eno pa pol, so kvečimo rekli. Potem se je skazalo, da je lahko tudi desno-sredinska sestava zelo dobra, učinkovita in rezultati te vlade so bili fascinantni od 2004 do 2008 in seveda potem so sklenili, da bo treba nekaj narediti, da se mandat ne bi ponovil in naredili so. In to v režiji, afera Patria je prišla iz Finske, v režiji seveda slovenski režiji in to zgodbo naprej poznate. Celo desetletje je ta afera korila slovensko politično zgodbo, slovenski politični prostor. Takoj zagotovo je prvi efekt, ki ga je imela afera Patria, poraz na volitvah 2008. No, potem pa je vendarle SDS pridobivala v javnomnenjski podpori, to v knjigi jasno pišem, celo oblikovala je program 50+, kar pomeni, da se je neki čas počutila dovolj močna, da bi lahko sama prevzela vodenje slovenske vlade. No, kasneje se je izkazalo, ker so planirali določene dogodke v aferi Patria točno pred vsakimi volitvami in tako da je ta afera praktično vplivala na vse, tudi lokalne, tudi na evropske, predvsem pa na državno-zborske volitve. Kljub temu v knjigi podrobno opisujem to obdobje, to zadnje desetletje, ki jo naslovujem kot totalna ofenziva proti SDS. Najtrše preizkušnje so se dogajale v letu 2014, ko je predsednik stranke moral v zapor na podlagi krivične sodbe, nezakonite sodbe, ko se je kasneje izkazalo, sodbe, v kateri je šlo za grobo kršenje temeljnih človekovih pravic, kot so utemeljevali na Ustavnem sodišču. In kljub temu, da je bil predsednik oproščen, je stranka vsekakor utrpela škodo in seveda tudi on sam. In po mojem z njo tudi Slovenija, zato ker so bili rezultati vlad po prvi Janševi dokaj slabi. Zgodilo se je tudi padec Janševe druge vlade v začetku 2013, tudi to je kar podrobno opisano v tej knjigi. No, zadnje obdobje pa lahko rečemo, da se je stranka, bolj na kratko zaključimo ta uvod, zmagoslavno vrnila z zmagami na lokalnih volitvah in na državno-zborskimi. To je še bilo posebej fascinantno, ker je zmagala z dokaj veliko večino. Žalostno pa je, da so politično vlado sestavile stranke, ki so dejansko izgubile na teh parlamentarnih volitvah. Bile so članice prejšnje vlade Cerarjeve in so dosegle vse slab rezultat. Bivša največja stranka je padla iz 36 mandatov celo na 13 mandatov. In kljub temu je sedaj sestavni del nove vlade, ki je oblikoval nekdo, ki je dobil dvakrat manj glasov oziroma poslanskih mest kot Slovenska demokratska stranka. Naj zaključim, imamo opravka z politično stranko, ena redkih, ki si ta naziv tudi zasluži, kajti politične stranke so politične organizacije, ki imajo članstvo, imajo program, imajo kadrovsko sestavo, ki je sposobna voditi državo. Zdaj pa pomislite, koliko strank se na Slovenskem
političnem odru pojavlja, ne, in relativno hitro zgine, so kot kometi na nebu, ne oblikujejo ne svoje strukture, ne organizacije, ne članstva, ne programa, nič, pridejo, zmagajo in izginejo, ne. To ni dobro za razvoj demokracije, to ne povzroča stabilno demokracijo, kot se vsi želimo, in zato upam, da bo v prihodnje v Sloveniji manj političnih strank in več močnih strank, več strank, ki bodo lahko spisali tako zgodovino, kot jo piše SDS. Tudi sicer si želim, da bi tudi druge stranke se lotile tega posla in za politično zgodovino, za naše zanamce je izjemno pomembno, da vedo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Jaz ne rečem, da je to znanstvena raziskovalna knjiga, ki je zavezana popolni resnici, ta je pisana z dobrim namenom, da seveda je veliko subjektivnosti noter, ampak sem poskušal maksimalno objektivno zapopasti čas, ki smo ga preživljali. Morda boste opazili, da je veliko imen noter, ker sem tudi našteval poslance, župane, člane posameznih organov, veliko je tudi datumov, tako da bo lahko koristila tudi za znanstveno raziskovalno delo kot kakšen vir v prihodnje. Dr. Milan Zver, če se nekoliko še zadržimo v aktualnem trenutku, Slovenska demokratska stranka, torej kot pravite, ostaja zavezana svojim izhodiščnim vrednotam. V zadnjem času je to predvsem razvidno potem, da predlaga in se pravi, skuša vladi pomagati s tem, da predlaga zakone, ki so predvsem blizu ljudem, torej želi biti odprta tudi za malega človeka, za vse ljudi, ne pa zgolj za prvorazredno elito, kot smo to videli v zadnjih vladah. Kakšen je vaš komentar zavezanosti vrednotam Slovenske demokratske stranke in pa predvsem zavezanosti slovenskemu človeku? SDS je bila od vsega začetka v tej ali drugi obliki zavezano slovenstvu in pa domoljubju, patriotizmu. Lahko rečemo, da je poleg svobode, solidarnosti tudi vrednota domoljubnosti, ki smo jo dali tudi na kongresu kot eno izmed temeljnih vrednot SDS-a, ena ključnih rdeča nit od vsega začetka do danes. SDS je vselej nastopala kot močan branik slovenske države, slovenskega naroda in tako bo tudi v prihodnje, kot vi pravite, tudi zavezanost potrebam malega človeka. To je stranka, ki jo dejansko veže ta kultura, te vrednote. Če se spomnimo mega stranke LDS nekoč, ki je obstajala, dokler je bila na oblasti in so povezovali več ali manj goli interesi pomoči. SDS je bila močna tudi po javnomnenjskih anketah, tudi takrat, ko ni bila na oblasti. In tudi takrat je bila zelo proaktivna. Mi celo danes, kot pravite, ko smo v opoziciji, predlagamo zakone, celo več kot vlada sama. Torej, ravno ta njena proaktivnost je neka garancija, da bo stranka uspešna tudi v prihodnje. Dr. Milan Zver, smo v letu evropskih volitev, pravzaprav tik pred stopom v ta finalni del. Kakšne so priprave Slovenske demokratske stranke na letošnje evropske volitve? Ali gre za kakšne povezave oziroma s kakšnimi gesli stopa Slovenska demokratska stranka v te volitve? Kajte vemo, da se Evropa zelo hitro spreminja, da imamo nekaj izjemno perečih vprašanj, tukaj je Brexit, gre za vprašanje nezakonitih migracij. Kakšne odgovore ima Slovenska demokratska stranka pred temi volitvami na vse pomembna vprašanja? Ja, torej letošnje evropske volitve sovpadajo s 30-letnico SDS-a in obratno. SDS je najuspešnejša stranka v Sloveniji, kadar gre za evropske volitve. Res je, da je sicer že 8-krat zmagala na različnih volitvah, ampak 2-krat je triumvirala tudi na evropskih in to z precejšnjo razliko. Jaz upam, da bo tako tudi tokrat. Priprave itak že potekajo, formalna politična kampanja se začne 25. aprila, ampak manifesto za evropske volitve bo sprejet že jutri na seji sveta SDS v Ljubljani, kjer ga bomo tudi predstavili. Seveda SDS išče odgovore na nekatera ključna vprašanja, ki so dokaj pereča v Evropski uniji, nekateri ste že omenil. Ilegalne migracije so permanenten problem
permanentna težava, tudi zadnje dni in zadnje tedne se kopičijo ilegalni migranti, zlasti na grški in pa balkanski poti in tudi na zahodu v Španiji. Tudi tam je pritisk velik, teroristična grožnja je prav tako permanentna, tako da je varnost ogrožena in Evropska unija mora dati odgovor tudi na tem področju. Evropska unija je uspešen projekt, verjetno najboljši projekt v Evropi, kadarkoli je nastal. Jaz upam, da ga ne bodo iztirili nekateri, ki želijo Evropski uniji slabo. Mislim, da ima Evropska unija dovolj moči, da premaga notranje konflikte in različna gledišča na posamezna vprašanja, ampak skupne probleme pa mora reševati z enim glasom, enotna, in jaz mislim, da se bo tako tudi zgodilo. Torej, naš program je zelo konkreten. Imamo več prioritet, ki ga bomo predstavili jutri na svetu, in jaz mislim, da bo slovensko volilno telo ponovno prepoznalo SDS kot močnega evropskega dejavnika tudi na teh volitvah. Morda še vprašanje, dr. Milan Zver, ste Slovenska demokratska stranka, člani Evropske ljudske stranke, v kateri pa vidimo zadnje čase kar nekaj trenj, naprimer v odnosu do madžarskega predsednika Orbana. Kakšno je stanje, če nam lahko poveste, v Evropski ljudski stranki v tem trenutku? Jaz mislim, da v javnosti se malo pretirava o teh konfliktih, da se bo 20. marca itak zadeva rešila na skupščini Evropske ljudske stranke in da bomo našli rešitev za ta spor, ki je med Bruslom in pa madžarsko vlado oziroma njenim predsednikom Orbanom, ki se ima seveda pravico braniti pred mnogimi napadi, ki jih je bil deležen strani gospoda Junckerja, ampak EPP je velika stranka, normalno, da je tudi pluralistična zaradi tega, ampak jaz verjamem, da ima dovolj energije, da bo uspela rešiti tudi te spore, ki niso prišli pravi čas, tik pred volitvami in so spodbojeni od zunaj, zlasti strani liberalcev in pa socialistov. Dr. Milan Zver, še eno vprašanje. Z magistrom Dejanom Kalohom sva se dogovorila, da vam zastavim eno vprašanje iz vaše zadnje knjige, ki jo danes predstavljate, in naključno se mi je odprla prav na strani 156, torej Smaragdna reka, vir navdiha za SDS. To sem tudi sam občutil, zato morda nekaj besed še o tem poglavju. No, SDS je edina slovenska stranka, ki torej gradi te organske vezi med člani in tudi med družinami in tako naprej. Zato smo že leta 1994 organizirali tudi skupne dopustovanja, recimo ob Soči in ob Lepeni v gorah in tako naprej. In tudi na ta način povečali kohezivnost članstva in tako naprej. Vsako leto so družine skupaj preživljale dopust, otroci so rasli skupaj v poletjih in ravno ta občutek, ki ga doživiš med temi gorskimi očaki, ko smo preživeli dopust, je nekaj posebnega. In tudi ta Smaragdna reka, kot sem jo opisal noter, da neko dodano vrednost življenju politične organizacije zagotovo. Hvala, dr. Milan Zver. Sedaj pa še vprašanje za gostitelja, magister Dejan Kaloh. Glede na to, da smo v Mariboru, Slomškovem in Maistrovem mestu, morda bi še vi potegnili en lok med drugim kongresom takratne socialdemokratske stranke Slovenije leta 1992 pa vse do danes, kako vi kot Mariborčan to doživljate in kakšen je danes utrip Slovenske demokratske stranke v Mariboru? Hvala lepa voditelju za to vprašanje. Hvala lepa tudi vsem prisotnim novinarjem za današnjo udeležbo. Zdaj, če potegnemo ta časovni lok od leta 1992 do danes, 2019, takrat leta 1992 je bil drugi kongres takratnega SDSS-ja. Na tistem kongresu je bil, bi rekel, ponovno izvoljen dr. Jože Pučnik za predsednika, podpredsednik pa je bil takrat, en izmed dveh podpredsednikov pa je bil takrat sedanji aktualni predsednik, gospod Janez Janša. Zdaj, meni osebno je všeč, da je stranka vsa ta, bi rekel, 3 dekade, 3 desetletja ostala zavezana, ko ste sami rekli, tem ustanovnim vrednotam, med katere
definitivno štejemo ta trojček svobodo, pravičnost in solidarnost, tako da za te vrednote se še danes seveda Slovenska demokratska stranka bori. Jaz zdaj moram res odkrito povedati, sem zelo počaščen, da sem danes v družbi doktorja Zvera, bi rekel, kot žive priče takratnih dogodkov. Mi, bi rekel, mlajši, srednja generacija, ki participira pri tej veličastni zgodbi, v mojem primeru zadnjih 12 let, je tudi dala, bi rekel, kamenček v mozaik te uspešne zgodbe. Rad bi tudi izpostavil, bili so vzponi, bili so padci, en izmed teh, bi rekel, padcev, ki jih je seveda generirala ta krivična sodba v Patria, tu nedalec stran 50 metrov, sem jaz tudi bil med organizatorji, bi rekel, tistega protesta pred Mariborskim okrožnim sodiščem, kjer je prišlo enih 200 ljudi, bi rekel, podpirati takrat zaprtega predsednika. Kasneje pa smo z dobrim delom v tem domačem lokalnem okolju prvič v zgodovini, na kar sem izredno ponosen ter na tisto svojo ekipo, na junijskih državnozborskih volitvah dobili mariborskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke, mojo malenkost, in ko pravite, v tem danem trenutku bo naš mestni odbor Slovenske demokratske strane v Mariboru tista sila, ki bo nekako vrnila spet politično razpoznavnost v ta širši mariborski bazen, politično-družbeni. V zadnjih 2 letih, mogoče 3, je to malo upadlo, ampak prihajajo nove sile. Ravno danes imamo na sporedu volilni kongres, kjer se bo volilo novo vodstvo, novega predsednika, nov izvršilni odbor, tako da sem zelo optimistično naravnan v tem pogledu in bo SDS v Mariboru tisti monitoring, ki bo še kako gledal pod prste aktualni mestni oblasti, tako da pomladni veter bo zavel zelo hitro in z pospešeno silo. Magister Dejan Kaloh, pri tem vam seveda želimo veliko uspeha. Spoštovani predstavniki medijev, dr. Milan Zver in pa magister Dejan Kaloh, sta vam sedaj na voljo za novinarska vprašanja. Izvolite.